Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni, danes sva z Anito že pri predstavitvi, torej še zadnjih dveh čakar, vse ostale je Anita že predstavila v predhodnih oddajah, danes pa govorijo torej o 6. in o 7. čakri. Tako je, ja. Zdaj, najprej povej, kateri sta to in zakaj si jih združila? 6. čakra je naše tretje oko, 7. čakra je pa na temenu glave, je pa v bistvu kronska čakra. Združila sem jih zaradi tega, ker so obe bolj duhovni, obe sta naši najvišji telesni čakri in ker tudi dostikrat bi ljudje začeli kar tukaj gor določene stvari delati, ampak v bistvu ne, začne se v srcu, potem pri uzemljitvi in potem se počasi in postopoma pride do teh čakr. Ker če ne, lahko rata kar tak velik kaos. Ja, ta tretje oko mislim, da je v večini že poznana, ne? Veliko slišimo o tem tretjem očesu, pa dajva kar z njim začeti, ne? Torej, kakšno funkcijo ima, za tiste, ki morda še ne vedo, ne? In kako ga krepiti in tako naprej, vse me zanima. Ja, funkcija tretjega očesa je v bistvu to, da imamo mi sposobnost, da vidimo stvari takšne, kot resnično so. Brez tistih nekih dodatkov, ki niso resnični. To je pa, da vidimo res to pravo naravo stvari. Barva tretjega očesa je temna indigo modra, takšna globoka temno modra. Kristali, naprimer lapis lazuli, safir. In kaj izčrpava? Povezana je s čelom, sinusi, naše oči, ušesa, se pravi cel tale del nahaja se tukaj med obrvmi, med očmi obrvmi, v bistvu na koncu korena nosu. In dejansko, kaj jo izredno šibi, so te naše iluzije in pa razdvojenost. To je tako malo pretirano sanjarjenje, pa naprimer tudi znak na neuravnovešenost je to, da imamo sicer super vizije, ampak nekako jih ne speljemo. Se pravi, tukaj spet rabimo pomoč spodnjih čaker, ker spet, če gledamo povezavo, je pa sicer 6. čakra povezana z drugo čakro. Druga čakra je manifestacija. In dejansko se pravi, je ponovno osnova druga čakra, da lahko mi potem zares krepimo 6. čakro in jo odpiramo, da bomo potem vse te vizije, katere krasne imamo v glavi, lahko tudi živeli tukaj na zemlji. Kakšne so pa kakšne motnje, recimo, in blokade? Različne psihoze, potem so lahko tudi nočne more, nespečnost, preveč intenzivne sanje, vse takšne stvari, pa tako kot, naprimer, nič se nam ne zdi resnično, ker nekako smo razdvojeni od vsega, lahko tudi osamljeni, bolečine v glavi bi bile bolj fizični simptom. Če karkoli pogledaš, ne glih preveč okej, ja. Lahko smo tudi ful mislimo, kaj o sebi je rešilo ta svet, ampak jih ne znamo to zrihtati. Bolj fizično so pa glavoboli, migrene, težave z očmi, težave z vidom, težave s sinusi. Kaj pa pravi to gledanje v svečo, kaj je na tem? Zdaj, odvisno kakor za koga. Seveda je, na vsaki stvari nekaj je, ampak ne deluje pa vse za vsakega. Tako da je super, da si vsak najde en svoj način. Ja, mislim, jaz osebno to ne prakticiram, vem pa, da nekateri prakticirajo in jim to deluje. Povej mi, kako pa jo lahko krepimo? Ja, v bistvu krepimo jo, tako kot sem rekla, da je prvo okrepljena druga čakra, potem jo lahko krepimo tudi s polaganjem kristala, naprimer lapis lazulijem, pa krepimo jo dejansko tudi s tem, da čim bolj dejansko probamo vse to dati to v prakso, o čemer sanjarimo, pa tako. Mislim, da sanje kar uresničimo. Ja, da gremo v akcijo, ker naprimer, ko optimalno deluje 6. čakra, tretje oko, takrat dejansko so v skladu naše vizije, misli in pa tudi naše akcije. A je čas, da gremo lahko že na 7? Lahko. No, dajva, kaj več o njej. 7. je pa naša kronska čakra, dejansko res se tako odpira gor, ko je res kot ena kronca, lahko tudi rečemo kot lotus. Je pa v bistvu vijolične barve, ki pa že prehaja v sijočo belo barvo, tako da je v redu eno in drugo. To je pa čakra, glavna čakra naše duhovnosti, povezana glede na to, da je na temenu glave, se pravi povezana je z glavo, povezana je tudi z našimi možgani in pa z pinealno žlezo. Se pravi, 7. čakra je odgovorna za tvorbo melatonina, ki pa je glavni za pomlajevanje, za kvalitetno spanje in tako. Se pravi, njo seveda izčrpava izredno to, da smo mi utrujeni.
Da si ne damo dovoljenje, da se dosti ne spimo, da smo ful, tako lahko še to, ker vse kao zmoremo. Dejansko s tem pa izredno izčrpavamo svojo 7. čakro in smo potem splošno bolj nemirni in pa tudi naš melatonin se ne tvori, dejansko lahko izgledamo starejši, kot smo, in en kup takšnih zadev to potegne za sabo. Torej, potem takem moramo, da skrbimo za njeno dobro delovanje, dobro spati. Ja. Počitek je prvi, da za njo poskrbimo. Zdaj pa vsi izgovor, ko smo kdaj leni, poskrbeti moram za svojo 7. čakro, ne me zdaj le motiti. Res je počitek in da potem tudi melatonin optimalno deluje, se pravi smo pomlajeni, imamo tudi tole in v bistvu potem še lahko dosežemo zares tale globok mir, ki ga dejansko tudi živimo, se pravi, ne glede na vse te neke zunanje stvari, da zares potem živiš tale globok mir in tako, da se dejansko potem čutimo kot eno z vsem, da čutimo to eno edinstvo in kako je zares vse povezano, kako smo mi del vsega. Tukaj je tudi naš odnos s časom. Povezana je 7. čakra s časom, tako kot naprimer ni še dolgo od novega leta, vsi radi postavljamo cilje za novo leto. Res je. In da pa smo mi sposobni postaviti cilj v čas, pa rabimo dobro delujočo 7. čakro. Tako da je tudi ta ena tako povezanost in drugače pa ja, eno to globoka povezanost z vsem, tudi duhovnost in da je to res tale prava duhovnost, praktična, katero mi lahko tukaj tudi živimo, ker spet, če gledamo povezave med čakrami, je sicer 7. čakra najbolj povezana z našo korensko čakro, z našo 1. čakro, zemeljsko. Kaj pa, če preveč deluje? Ja, so pa spet vse te skrajnosti. Spet lahko smo pa preveč, vseeno, ne vem, dovolj spimo, pa smo vseeno utrujeni, pa v duhovnosti gremo lahko tudi malo predaleč, kar spet ni v redu, pa so spet kakšne psihoze, pa depresije, pa apatija, melanholija, vse to so dejansko te znaki neuravnovešenosti. Kako sta pa 6. in 7. med seboj? Sta kaj povezani? Povezani sta, seveda so vse čakre povezane, naprimer tudi dobro delujoča in v balansu 6. čakra je prvi pogoj, da lahko gremo mi do 7. in da aktiviramo še 7. Zelo pomemben podatek. Vsi tisti, ki še morda ne veste ali ste pa zamudili pretekle oddaje, vse seveda si lahko ogledate na naši spletni strani klepetobkavi.si. Najdete tudi predstavitev prejšnjih čaker, ki jih je Anita že prijazno seveda opisala prav vsako posebej. Lahko pa seveda se udeležite tudi delavnice, ki jo prirejamo 5. marca. Torej, skupaj s Klepetom ob kavi bo Anita predstavila torej čakre in vas naučila, kako z njimi rokovati, torej kako jih negovati, kako jih pravzaprav spraviti v balans. Vse to je bistvo, ne, čakar, da jih spravimo v balans. Bistvo je to, da so primerne velikosti, da tečejo v pravo smer, da so pretočni, da so v balansu. Ja. Da nam nekako čim bolj enakomerno vse čakre delujejo, ker tako kot sem rekla, grejo po našem hrbteničnem kanalu in dejansko ko so vse lepo poravnane, nekje isto odprte, iste velikosti, takrat energija lepo nemoteno teče, takrat smo najbolj srečni, zdravi, sprav najbolj se psihofizično počutimo. Čim ena ne teče, ne deluje tako, kot bi morala, kot bi bilo idealno, optimalno, takoj so blokade seveda povsod. Torej vpliva pa tudi na druge dejansko. Ne vem, če ste to že zdaj vprašala povsem, a je možno, da se ti v življenju nenehno, torej ena čakra ti skače ven iz ravnovesja? Celo življenje, je to kar nekako? Ja, to je drugače ful pogosto. Tako kot sem enkrat že omenila, že v natalni karti imamo kakšno, se vidi, da je kakšna naša karta čakra malo šibkejša, naprimer. Čisto, če pogledamo težave s 1. čakro, da imamo že mogoče malo slabše postavljeno 1. čakro, dejansko moramo toliko več delati potem na njej in na vzemljitvi, če ne prehitro zapravimo v zgornje centre. Kar je super, ne? Zato je pa delavnica recimo fajn, da se lahko torej točno takim problemom potem posvetiš. Seveda, in se tudi potem definitivno bo na delavnici vsak dobil dovolj znanja, da bo potem lahko prepoznal, katera čakra mu trenutno ne deluje optimalno in jo z vajami in s tehnikami, katere se bomo naučili, tudi aktivirati. Super. No, ne poveva seveda, da je pomembno, poleg tega, da so čakre v balansu, tudi da so prave velikosti, ne? Ja. Torej, kako sva rekla, da mora biti kar na pomaranču? Nekje za pomaranču, ja. No, da si predstavljate. Kaj pa tretje oko? Dejansko vse so iste velikosti. Vse so identične. Sem mislila, da je tako malo manjša, pa v redu, vse so enake. Zdaj jaz to malo barvno listico že predstavljam. Torej, Anita, hvala, ker sem seveda v toku vsega tega časa predstavila vse te čakre.
Hvala, ker si nam seveda povedala, kako jih lahko tudi sami torej poskrbimo za to, da bodo boljše delovale, predvsem pa se moramo torej naučiti, kako z njimi postopati. In to lahko seveda storite tako, da se udeležite torej delavnice, ki bo 5. marca. Anita bo seveda z veseljem vam pokazala in predala njeno znanje in predvsem njene izkušnje, da boste lahko tudi vi pomagali sami sebi in kasneje seveda tudi bližnjim. Je tako? Ja, mogoče tudi, se pravim, vedno rečemo, vse se začne pri nas samih, potem pa kaj naprej pa vidimo. Super. Anita, najlepša hvala za tvoj obisk in seveda obilo uspeha in da ste me lušta, ne? Ja, pri teh vaših verjamem, da bo. Pa žurki, bom rekla, kaj je to, čakarska žurka bo rekla. Tako, lahko rečemo tako. Hvala. Hvala.